Alo stari v naši družbi, na drugi strani Tine, zdravo. Lepo zdravo. Niste stare, ste dokaj mlade. Relativno, odvisno s kire strani opazuješ, odvisno kdo je opazovalec. In kako je prišlo do imena? Zdaj, to je bil to je naš pozdrav bil že odkar smo bili še čist mali, pa se je nekako hranilo do danes. To so take klasične mariborske finte, bi jaz temu rekel, no. Sedaj si povedal, odkot ste druščina rockerjev, s primesmi punka ali kaj drugega še? Mislim, da bo kar držalo, no. Gor smo zrasli ob taki muziki, tako da je bilo to, kar nas je gnalo, pa nas še tudi danes žene. Ker smo prvič skupaj v oddaji Radioaktivno, mogoče na kratko še predstaviš, kdo ste Alo stari? Alo stari smo v bistvu že kar dolgo časa glasbeniki, ampak nekako smo se pod tem imenom skupaj našli. Tomaž Medvar na bobnih, Matej Kosmačin na basu, Matic Mlakar na kitari, pa Jernej Meteš na drugi kitari, na vokalu pa sem Tine Matjašič. Taka fina banda, ki se zelo dobro razume, pa ki smo prijatelji že od pamti veka. Da se dobro razumete, je slišati tudi uspešnih singlih, kar nekaj jih je bilo že v minulih mesecih. Ja, je bilo kar nekaj dela, sicer nas je korona kar ustavila, no, tako kot vse verjetno, ker nismo še vedno pristaši živih nastopov. Seveda morajo biti komadi tudi izdani normalno, ampak zdaj je nekako končno se zadeve odpirajo, pa upam, da bo šlo naprej še boljše. Da ste pridni, bo se rezultiralo v jeseni, ko dobite album? Tako nekako ciljamo na začetek septembra, da bomo izdali album v digitalni obliki, verjetno pa bo tudi kaj fizičnega za dobiti, ampak še nismo čisto prepričani, v katero smer bi šli, ali bo to CD, ali bo to vinilka, karkoli drugega. Zato pa se pred izdajo sprašujete, kaj naj zdaj naredim? Tako, to je v bistvu prvi taki malo bolj resen komad z neko bolj resno tematiko, vsi ostali so bili dokaj zabavni, ampak smo hoteli pokazati nekako tudi to drugo plat, ki jo prinese neko tako množično zapiranje ljudi nekam, ker si pač tega ne zaslužimo, pa ker zelo, zelo, zelo pogrešamo neke socialne interakcije, ki niso samo preko spleta. Se pogosto kregaš sam s sabo? Da bi rekel kregam, ne, bolj se sprašuješ, ne da se kregaš. Ja, se imaš mogoče kakšen notranji konflikt ali pa kaj, ampak za sam komad je pač bilo zelo pomembno, da malo gremo v ekstreme z tem, ker mislim, da se vsi imamo zelo podobne zadeve, s katerimi se v nekih določenih obdobjih življenja srečujemo in jih na tak način bolj rešujemo. Je pa dobro tudi to, da dejansko v skladbah poveste neposredno, brez nekih olepšav. Kaki smo, mislim, sploh na tem našem koncu zadeve povemo, ne. Mogoče se komu čuje banalno ali pa se mu čuje preveč, malo too much, no, ampak zakaj bi nekaj olepševal, če pač zadeve tako so, ne, pač to ne pomeni, ne, da ti ne moreš razumeti neke širše slike, biti bolj razgledan, ne, ampak to je pač naš način, ne. Povej direktno, neposredno, ne okoliši, pa je nekak tak namen najhitreje in najbolj dosežen. Marsikomu to ni cool, ampak taki pač smo. Kajti tudi ljudje smo taki. Tako. Video spremlja tudi skladbo, taki dinamičen, koncertni, verjetno si tudi odrov želite? Ja, face. Kar nekaj koncertov je v planu, če bojo le organizatorji za vse to dobili zeleno luč, ker je trenutno pač res še vedno ni vse tako, kot bi moralo biti, ampak ja, zato me bomo pa zelo, zelo, zelo malo objavili. Bomo spremljali vaša družabna omrežja, kot tudi spletno stran, v eter pa sedaj poslali tudi aktualno. Zato Tine, se boš vrgel z mosta? Ne, niti slučajno. Mislim, da je treba na življenje gledati malo bolj optimistično in ta svoj notranji konflikt rešiti v pozitivno smer. Tako da, brez skokov z mosta ali pa šusa v glavo? No, razen če je prevroče, ne? To pa je z drugačnim namenom. To pa je z drugim namenom, tako. Pesem se da v eter, Tine, hvala za danes, ter uspešno in delovno naprej, pa se srečamo ob albumu v našem studiu. Seveda, z veseljem.
se, zakaj delam, zakaj sploh delam. Spet mi dol visi, en trenutek lahko čisto se spremeni. Kaj naj zdaj naredim? Naj se fuknem dol z mosta ali sam sa omenim? Naj kolegom povem, kaj naj zdaj naredim? Naj si šus stisnem v glavo, preden spet popenim? Naj ocenim, kaj naj zdaj naredim? Ne vem, dalje od svojega nosa sam sebi se smilim. Deci direktno v žilo